Po tem koncertu je vse začelo razpadati. Jaz lahko rečem, da stvari, ki so se začele dogajati, so bile bolane. To je res več, po mojem, ne prenesel noben človek. In pač jaz sem se pol odločil, ali bom ostal ploden, ali bom pa fural glasbeno kariero in sem se kar za prvo stvar odločil. No. In točno to, ta meja med glasbeno kariero in življenjskim stilom nekega odživetega rock'n'roll banda je nekako zbledela in dansko mene je to izčrpavalo, me mučilo in ne bi mogel reči, da sem si že odpomogel vsega tega. Ja, mislim, tako je folk živel, po mojem folk niso vedeli, da sem šla z benda. Ne. Tako sta bend zapustila Jakob in Matic, a še isti dan sta ju zamenjala nova člana, Luka in Bratko. Kar začel vadit, pička! Jaz nisem Selman, jaz sem Luka. Ano, Jaka, jaz mislim, da gre k Selmanu na slabše. On nas nema več dohaja. Ja, nama se je zdelo, da oni sploh niso vedeli, kdo mi je Osmana. Samo nismo pol nič rekla, ne, nismo nekih problemov podelala, ker sva slišala, ne, so nam povedali, kaj se je enkrat zgodilo v Rožmarinu. Življenje na fuli in čakanje se je nadaljevalo za White Knight in slabim stvarim se ni zdelo konca. Tako se je tudi nekega usodnega dne pripetilo, da je skupina razpadla. Vsak izmed članov je šel na svoje. Ja, mi dva sva se pol odločila, da bova nadaljevala solo kariero kot Berger Hansel. Nameravala smo igrati muziko, ki nama paše. Izdala sta kaseto, posneto na trak, a ni doživela pričakovanega uspeha. Jaz nisem mogel več delati z njim. Mislim, to je bilo grozno, mi dva sva se kregala, kjer bo bobnar. Ok, dobro, sej, jaz res nisem znal bobnat, ne, ampak ne vem, zakaj bi jaz moral biti zaradi tega zapostavljen. Zato sta Jan in Jaka združila moči v svojem solo aktu. Hansel Schuster. Imela sta en manjši hit, Everybody Needs a Second Chance. Everybody needs a second chance. Everybody. Ja, jaz sem tu mastering delal, me je bilo malo sram za Hansla, samo iz vljudnosti mu nisem nič rekel. Meni je bilo pa všeč. Bratko je dobil mononukleozo, Jana je šla na Balkan, Jera je rešila velenjski rudnik pred propadom, Luka pa je šel v gledališke vode s svojo one-man predstavo Kdo je Luka Gabriel. Wow, to je postalo pod vprašaj, samo je prepričanje o glasbi. Samo če pa njim ni ratalo stati skupaj, te pa res ne vem, komu lahko. A vsem ni bilo prav, da konglomerat po imenu White Knight ni več deloval. Med tem je bil tudi Simon Bohak, ki je zaradi prepovedi lova na aligatorje potreboval svoj 1% zaslužka. Meni je ta band preveč pomeni, da bi kar tak pustil, da umre. Mi smo White Knight. Če ima kjeri kaj čik? Trenutek. For a sec. Jo. Tako se je Simon odpravil na lov za člani benda, ki mu je pomenil največ. Pot je bila dolga in naporna, a neutrudljivemu Simonu to ni predstavljalo velike ovire.
Tako so na koncu White Knightovci le privolili v ponovno snidenje benda. V Indiji. To je bilo novo obdobje za White Knight. Obdobje prerojevanja, reinkarnacije, renesanse in ponovnega rojstva. Glasba, ki so jo dali od sebe, je bila nekaj popolnoma drugačnega, nekaj novega. Bilo je preprosto White Knight. Kaj naj rečem, bilo je preprosto White Knight. Mi smo res bili v Indiji. Wow. Jaz sem se takrat dosti naučila. Bila je ena zgodbica, ko smo šli. Regenerirani in polni moči so se White Knight počasi vrnili v Slovenijo in znova so se domači odri tresli.